Lepo pozdravljeni, dragi debaterke, debaterji, dijaki in dijaki, dobrodošli na okrogli mizi spravi z naslovom Mladi pobudo samostojnosti. Jaz prihajam iz Kvizovskih vod, sem namreč urednica oddaje Male sobecelice. Jo poznate? A je kdo že tekmoval? Še dobro, kajti običajno so tudi kvizovski tekmovalci prej nami pravijo, da zastavljamo pretežko vprašanja. Ampak za vas smo vseeno pripravili en prijeten, kratek kviz, skozi katerega si lahko prislužite sila zabavne, uporabne, lepe nagrade. Smo pripravljeni? Ok. Tudi vam se bodo seveda izpisovala vprašanja. Prvo se glasi takole. Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. V obdobju 2021-2027 kohezijsko politiko sestavljajo 4 skladi. Evropski sklad za regionalni razvoj, kohezijski sklad, sklad za pravični prehod in Evropski socialni plus sklad, Evropski socialni sklad plus ali Evropski socialni sklad. Večina vas je odgovorila na odgovor. Kaj pa pravi naša komisija? Da je odgovor tudi pravilen. Ok, gremo naprej. Koliko ljudi je s pomočjo kohezijskih projektov dobilo ustrezno zaposlitev? A, B ali C? 1 milijon, 2 milijona ali 6,4 milijonov ljudi. 10 sekund. In čas je potekel. Bravo, kar 53 vas je odgovorilo pravilno. Dobro ste si zapomnili številke. Gremo na tretje vprašanje. Evropska kohezijska politika ima v obdobju 2021-2027 5 prednostnih področij. V katero prednostno področje evropske kohezijske politike vlaga ESS+. In čas je potekel! Bravo! Odlično! In gremo na četrto vprašanje. V obdobju 2021-2027 ima Slovenija iz kohezijskih skladov na voljo 3,2 milijarde evrov. Koliko sredstev bo Slovenija namenila cilju bolj socialna in vključujoča Slovenija? Še 4 sekunde, 3, 2, 1 in čas je potekel. Bravo! Wow! Odlično! Ste navdušene, ne? Dobro, ste naštudirali te kohezijske sklade. In še zadnje vprašanje, ki se šteje v kviz, se glasi. Katero od naštetih področij bomo spodbujali v Sloveniji s pomočjo kohezijskih sredstev namenjenih doseganju bolj socialne in vključujoče Slovenije? A, B ali C, 5, 4, 3, 2, 1 in vaši odgovori so... 43 vas je odgovorilo pravilno. Čestitam, dajte si hitro en aplavz. Ampak, kviza ni še konec. Zdaj pa eno vprašanje, ki je zelo pomembno za nas odrasle, oziroma tiste, ki sodelujejo v kohezijski politiki. To vprašanje se ne točkuje, je pa neka vrsta vstopnica v to, da lahko dobite prosto. Vprašanje je odprtega tipa. Naštej ti osebno področja, v katere bi morala po tvojem mnenju Slovenija vlagati, da bi dosegla cilj bolj socialna in vključujoča Slovenija. Ampak bolj na kratko, ne kratkate. Na kratko čas teče. Slovenske železnice.
imena. Mislim, da imamo odlične odgovore. Hvala lepa. Nekatere sicer z namenom nisem na glas prebrala, se same veste zakaj, ne? Ok, hvala lepa za vaše odgovore. Nagrade, kot rečeno, podelimo ob koncu razprave, v kateri vas sedaj povabim. Povabila bom tri goste in pričakujem, želim si, da bi predvsem vi bili tisti, ki boste goste spraševali. Jaz imam sicer kupico zame zanimivih vprašanj pripravljenih, ampak menim, da tukaj na tem prostoru ste pomembni. Vi, vaše mnenje šteje in vaša vprašanje. Tako da, dragi spoštovani gostje, sedaj pa povabim vas. Z nami je gospa Blanka Richter, skrbnica programa Jamstvo za mlade na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. En aplavz. Tu je tudi doktorica Lidija Tušek, raziskovalka na ZRS Bistra Ptuj. In iz Ljubljane se je pripeljal dr. Klemen Ploštajner, državni sekretar, pristojen za področje stanovanjske politike iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Dobrodošli, dragi gostje, seveda boste potrebovali mikrofon. Ko boste vi spraševali, vam bomo tudi podali mikrofon, oziroma vas bom prosila, da ste zelo glasni in vas bomo tukaj novno slišali. Takole, morda, kar vam predali mikrofon. Ima že sedaj kdo kakšno vprašanje? Ne, še ne. Ok, jaz imam prvo vprašanje, tako čisto, bom rekel, osebno. Kljub temu, da ste seveda še vsi rosno mladi, pa vendar. Me zanima, kako ste se vi, ko ste začenjali svojo samostojno pot? Kaj so bili, ko ste bili vi mladi, vaši največji izzivi k samostojnosti? Ne bom rekla problemi, ampak rekla bom, kaj so bili vaši izzivi. Morda gospod vi, Ploštajner. Dela mikrofon. Zdaj bo delala. Zdravo še v mojem imenu, hvala za tudi vabilo. Kot je bilo tudi rečeno, mene tudi veliko bolj zanimajo vaše vprašanje, vaše zanimajo, kar moje odgovori, ker se ne nekaj samega sebe poslušam. Ampak če odgovorim na to vprašanje. Moj največji izziv, tako bi mogoče rekel, jaz sem nek obdobje odraščanja moje bilo prehod v Ljubljano, jaz sem drugače iz Zgornje Savinjske, tako da prihajam iz neke manjše vasi. Je bila selitev najprej pač v srednji šoli v Celje, potem v Ljubljano. V Ljubljani sem prišel leta 2009, to je, se pravi, kot sem prej računal, večina vas je 15, si znate tudi sami zračunati, kaj je bilo takrat, ne? Ampak je bilo to obdobje vrhunca gospodarske krize v Sloveniji, tako da je bilo iz vidika odraščanja zelo zanimivo, pa tako za mene zelo intenzivno obdobje, ker se je bilo zelo težko orientirati, predvsem občutka prihodnosti, no vsaj moja generacija takrat ni imela. Pa še tudi je to trajalo približno od leta 2015. Se pravi, en izmed najtežjih občutkov z vidika odraščanja in samosvajanja je bilo to, da nisem znal oceniti in nisem znal si predstavljati, kako bom neko stabilno življenje si ustvaril v 10, 15, 20, 30 letih. Se pravi, ni bilo neke take jasne škure, kot so imeli moji starši, recimo, s tem. Eno je bilo pač na področju gospodarske krize, se pravi, izjemno velike negotovosti, zaradi tega malo so se družbeni sistemi sesedali, socialni sistemi sesedali in seveda vprašanje, s katerim se zdaj najbolj intenzivno ukvarjamo in tudi verjetno zaradi tega se to intenzivno ukvarjamo, tudi stanovanjsko vprašanje. Ko sem se preselil v Ljubljano, sem se v 10 letih, ko sem pač bival v najemu, 10krat selil. Se pravi, moj občutek, ko sem, mislim, nikoli nisem uspel ustvariti občutka doma, kar se je spet povezovalo s tistim prej, kar sem omenil, tem izjemnim občutkom negotovosti in nestabilnosti, ki je bilo takrat. Tako da upam, da je zdaj za vas kaj boljš, gospodarske razmere so boljše, sem, kakor vem, mislim, da ni, žal moram tako reči, da verjetno ni to boljš. Tako da, verjetno, mislim, to je bil za mene najbolj intenzivno občutek, ta izjemne negotovosti, nepredvidljivosti in občutka, da ni neke jasne prihodnosti, ampak to je bil tudi en izmed razlogov, zakaj sem se verjetno tudi takrat, pa še zdaj to angažiral ali v politiki, ali pa tudi v raznih družbenih vprašanjih. Vi? Izvolite. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani.
Študirala sem filozofijo. To je bila moja druga izbira, hotela sem študirati kaj drugega. In potem po zaključku študija, moram reči, sem imela pa res na nek način srečo, na drug način pa sem bila tudi sama aktivna in sem se obrnila na Zavod za zaposlovanje, torej tam, kjer zdaj delam. Sodelovala sem zelo aktivno s svojo svetovalko, ki mi je takrat predlagala program javnega dela, takrat je bil ta program dostopen širše, kot je zdaj, in sem dobila delo v neki nevladni organizaciji na evropskih projektih. To je bil moj vstop v poklicno življenje. Dobila sem zelo veliko odgovornosti takoj na začetku, vodstvo, ki je razumelo, kako bom rekla, mene, mojo situacijo, mi dalo vso podporo in je na nek način, torej sem imela res veliko srečo in moram reči, da še danes zelo veliko črpam iz tega obdobja začetnega. Veliko sem odnesla, veliko sem se naučila, postavila sem neke norme dela, načina, kako delam in iz tega črpam še danes. In iz tega sem se seveda potem lahko tudi osamosvojila, kako bom rekla, si zagotovila neko, kako bom rekla, tudi finančno in drugačno stabilnost in potem seveda gradila delo kariero še naprej na drugih področjih. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem malo starejšega datuma, tako da moje odraščanje je šlo na prelom iz socializma v sedanjo državo in takrat so bili malo drugačni časi, je pa ena sporednica in mislim, da tudi pri vas se zna zgoditi podobna zadeva. Tudi takrat je bila kriza. Takrat je bila bistveno večja kriza, tako da družbene razmere nikoli ne smete jemati kot oviro, morate vzeti kot priložnost. Moje prvo razmišljanje o tem, kaj želim sploh v življenju početi in kaj bi jaz sploh v službi delala, je bilo dejansko v času študija, ko smo imeli vaje. Jaz sem študirala na strojništvu, sicer na oddelku za tekstilstvo v Mariboru, tako da nekam dalec nisem se veselila za razliko od mojih sogovornikov. Se niste srečali s to tematiko? Ne, to ne, na srečo. In takrat, ko smo imeli vaje, takrat sem prvič začela razmišljati o to, kar dela ta asistentka, ki je naša dejansko učiteljica na vajah, to želim početi jaz. No in potem sem to dejansko delala 8 let, v nadaljevanju pa potem življenje odnese svoj pot. Tako da, ne glede na to, kaj se boste odločili, kam boste šli študirati, verjetno pa zdaj v vaših letih, najbolj pomembno vprašanje, kaj študirati. In kaj naj tega študira s srcem, ker potem tudi kar študira s srcem upravlja svoje delo in tega si potem tudi dovoljen razslišamo. Tako je, še eno mogoče na svet. Nič narobe, če se narobe odločite. Vedno so možnosti za stranpoti in ni nujno, da ravno izbira študija potem pripelje do končne kariere. Običajno ne pripelje. Vsi upravljamo poklice, delamo dela, ki bi se nismo na nek način študirali. Imate že kakšno vprašanje? Ne, še. Pa jeste. Z vami nadaljevala, gospod Loštajner. Raziskava Mladina 2020 je pokazala, da je stanovanjska problematika eden ključnih izzivov na poti osamosvajanja mladih. To se pravi, do 2020, vi pravite, da ste se že takrat, ko ste začeli študirati, ukvarjali s to problematiko oziroma srečali s tem. Kako je s to situacijo danes? Se kaj spreminja ali je morda samo še slabša? Moram žal reči, da v 2020, raziskave se zelo malo predelano, do danes se razmere niso izboljšale, kvečemu so na nek način se še zaostrile. Trendi, moram žal tudi priznati, ne moramo biti najbolj optimistični glede njih.
Je pa treba dati to stanje danes v kontekst. In sicer kontekst tega, da se ta država 30 let s tem vprašanjem praktično ni ukvarjala. Če pa se je že ukvarjala, se pa ukvarjala na ravno nasprotno način, kot bi se mogla. V prejšnjem sistemu, v socializmu ali pa komunizmu, ko ste ga veliko menjeno, je država imela zelo aktivno vlogo na tem področju. Država prek javnih podjetij ali pa tudi pač prek občin in republike takrat financirala intenzivno javno stanovanjsko gradnjo. Ta sredstva so se zbirala na način, da je vsak zaposlen plačeval prispevek, ki je bil namenski prispevek za stanovanjsko gradnjo. Ta sredstva so se potem razdeljevala na dva načina, da boste tudi malo mogoče razumeli slovensko krajino, kako izgleda pa prostor, v katerem živimo. En zelo velik del je te velike socialistične soseske, kot jim rečemo, se pravi ti veliki bloki ali pa tudi neki tipski bloki, ki obstajajo pač povsod, nisem velikrat v Ptuju, smo se pravili sem se kar videti, se pravi vsi ti objekti so zgrajeni večinoma iz teh sredstev. Drug del so pa te velike slovenske hiše, ki jih gledamo po podeželju, in ta del se je tudi v veliki meri financiral iz tega javnega prispevka, tako da so zaposleni v bistvu dobivali ali ugodna posojila ali pa neka nepovratna sredstva za gradnjo teh hiš, kar je omogočilo to precej razbohoteno gradnjo, ki je, pustimo zdaj stališče, je to zdaj prostorsko v redu, pa okoljsko, ker se zdaj vsi z avti vozimo. Ampak je bila neka intenzivna državna politika. V 90-ih, se pravi z osamosvojitvijo, je država zelo presekala to način postopanja, rečemo na tem področju, se je odpovedala močni stanovanjski politiki, po kateri se mimogrede so se takrat in še danes zgledujejo najbolj uspešni sistemi, Dunajski, na primer stanovanjski sistem, ki je tak najbolj uspešen, sicer ima zgodovino iz 20-ih, ampak se je potem zelo zgledoval tudi po jugoslovanskem sistemu, bolj natančno slovenskem. Ampak v 90-ih je država odprodala javni fond, takrat se je zmanjšalo število teh družbenih javnih dostopnih stanovanj iz približno 30% na 6%. Umaknila iz tega področja, nehala ga financirati, nehala ga urejati in 30 let prepustila stanje trgu. In pač trg, koliko marsičasa ni sposoben urejati stanovanjskega področja, pa sploh ni sposoben urejati, ker imamo dobrino, ki je esencialna dobrina, človekova pravica, v kateri nekako ne po profitu ne prinaša najbolj produktivnih učinkov. Tako da zaradi tega, mislim, sem hotel zdaj narediti ta malo daljši uvod, da razumemo, zakaj smo, kjer smo in zakaj tudi ni možno tako hitro obrniti stvari. Če plastično predstavimo, da se en stanovanjski projekt izvede, da se en blok zgradi kraja v povprečju približno recimo za 4-5 let, od pridobivanja gradbenega dovoljenja, urejanja zemljišč tako naprej. Če pa imaš ta projekt na osnovi odsotnosti vsega, odsotnosti ustreznih kadrov, odsotnosti ustreznih organizacij, pomanjkanja verov, je pa toliko težje v bistvu to ladjo obrniti. To pa ne pomeni, da zdaj ne bi bil državni sekretar, če ne bi verjel, da lahko nekaj naredimo, pa če ne bi nekaj počel, kar približno verjamem. Nisem vsem čisto zadovoljen, ampak pač delamo najboljše, kar mislim, da lahko delati, ampak tukaj zdaj, saj z naše ministrstvo zelo aktivno je pristopilo na to področje, prvič se rešno šla sredstva namenjena za to področje, intenzivno poskušamo podpirati javno gradnjo, poskušamo tudi to, kar je verjetno eno zmed, sem videl, da je na tem pisano bilo gor cenejše najemnine v Ljubljani. Se pravi, to je eno področje, ki ga poskušamo urejati, ampak spet žal je situacija taka, da ni možno iz danes na jutri niti v letu, 2-3 obrniti, ampak pač potrajalo neko dolgo obdobje, da se sistem vzpostavi. Pa nekako bi si upal reči, ko se tudi malo bolj osamosvajali srednje šole na faks, kako naprej iz faksa naprej, da upam, da bodo to takrat razmere. In mislim, da do takrat, če bi pa zdaj resno zagrabili, bi pa mogli biti v precejšnji meri boljše. Davčo bi idealne, ampak v precejšnji meri boljše pa. Omenjali ste, na primer, visoke najemnine. Ja. Kaj se konkretno na tem področju dela? Kako bi v Ljubljani zajezili porast tako visokih najemnin za običajno zelo skromna stanovanja, ki običajno, na žalost, jih morajo najemati mladi ljudi? Ja.
Mislim, vsi najprej bi pomislili seveda na regulacijo najemnin, pa na omejevanje najemnin. Tak ukrep je zelo težko izvedljiv, še posebej glede na to, kar sem prej omenil v kontekstu sistema, ko nimamo niti osnovnega uradnega podatka, niti osnovnega pregleda nad področjem. Takega reza pač ni možno izvesti. Zato iščemo pač neke druge načine, kjer bi že zdaj lahko intervenirali. In dva ključna načina za to. Prvi je nek tak malo bolj mehek, čemu rečemo mi urejanje najemnega trga, ker poleg visokih najemnin je saj za najemnike in to, kar sem prej pač tudi iz moje osebne izkušnje 10krat seliti v 10 letih, je izjemno pomembna tudi varnost najemnega razmerja in dolžina najemne pogodbe. Se pravi, koliko časa imaš najemno pogodbo in koliko je to varno ta najemnik. Praksa v Sloveniji je katastrofalna, je 11-mesečne najemne pogodbe so običajno, ki se potem seveda verižijo, tako kot se na trgu dela tudi verižijo, lahko avtorske pogodbe ali pa podjemne ali pa nekaj takega, ki tudi ne dajo stabilnosti. Tukaj poskušamo iti pač v smer, da bi na nek način spodbujali ali pa celo zapovedovali daljša najemna razmerja. Povezano s tem je tudi zelo pomembno, da imamo že v trenutnem okviru precej najemniki imajo precej pravic, ki jih težko uveljavljajo. Tukaj bomo zdaj vzpostavili svetovalnico za najemne razmere, ki bo ljudi obveščala, svetovala in podpirala pri v bistvu soočenju z krivicami, ki se dogajali v boju za lastne pravice. In druga, se pravi, to je ena taka urejanja najemnega trga, druga, ki pa pač za katero pa upam, da bo zelo močno učinke imela, je pa urejanje kratkoročnega najema oziroma tako imenovanega Airbnb-a. To je oddajanje turistom izjemno poseglo na najemni trg, predvsej v Ljubljana, Koper, deloma tudi pač ta gorenjski del, ne vem kakva situacija na Ptuju, ampak se pravi, v ta del posež za močnejšo regulacijo, se pravi, da se precej močno omeji, kdo, pod kakšnimi pogoji in koliko lahko oddaja stanovanje, zato da ta stanovanja ne bodo šla iz te njihove osnovne rabe v neko drugo rabo. In zdaj, če se vrnem na tisto, kar sem prej govoril, če se naredimo nek tak zgodovinski log, zakaj je to še toliko bolj neprimerno, se pravi, imamo stanovanje, ki se je z družbenim denarjem, s družbenimi sredstvi zgradilo v socializmu, se potem v leta 90 privatiziralo. To stanovanje je zdaj nekdo podedoval, ki ga ne potrebuje in zdaj ga namesto, da bi to bil dom od nekoga ga uporabil v kratkoročen najem v Ljubljani, ker vemo, da imamo pač neko izjemno stanovanjsko krizo. In to je pač nek log, ki se ga poskuša prekiniti s tem regulatornim rezom v okviru zakonodaje, ki bi močno regulirala ta kratkoročni najem, za katere mislimo, da bo imelo precejšnje učinke in iz tujine kaže, da ima kar precejšnje učinke pozitivne na najemni trg, tako z vidika ponudbe kot nižanja najemnin. Samo še eno podvprašanje, pa pospet grem tudi na vaju. Za Ljubljano nekako vemo, da ima premalo stanovanj. Kakšni so podatki morda za druga mesta oziroma morda celo za podeželje, kjer vemo, da se ljudje izseljujejo v mesta? Kakšne so ti proporcije? Splošni podatki za Slovenijo, bom naredil najprej eno veliko zvezdico, pa vi, kot debaterji, se ukvarjate tudi ne samo z lepoto besed pa argumenti, ampak tudi, kot se jaz spomnim, ker sem bil tudi debater zelo z jasnimi podatki in argumenti, se pravi, mora biti utemeljeno v nečem. Bom dal tukaj veliko zvezdico, pač, da podatkov imamo zelo slabe v Sloveniji, kar se tiče stanovanjskega področja, tako da pač je težko, ne moramo zelo jasno govoriti, ampak nekaj pa vseeno imamo. In sicer, kar se tiče pač števila stanovanj, imamo manj stanovanj v povprečju, kakor je v povprečju v Evropski uniji. Imamo tudi slabše pa manjše stanovanja, ampak to je recimo en podatek, pa drug podatek je tak izjemno pomemben, da v zadnjih 10-15 letih smo v povprečju gradili zelo malo. Zdaj imamo občutek, da se pač povsod gradi, saj v Ljubljani so povsod pač ti željati, ampak vseeno, če gledamo nek trend zadnjih 10 let, se je gradil predvsem manj. Tako da v splošnem bi si upal potrditi, da primanjkuje stanovanj, predvsem primanjkuje primernih stanovanj in to, kar ste tudi izpostavili, kar je pa najbolj ključno vprašanje, pa primanjkuje stanovanj na primernih lokacijah. Stanovanje, ki je pač na neki lokaciji, kjer ni priložnosti za primerno socialno življenje, za primerno udejstvovanje v kakršnih koliko oblikah, za primerna delovna mesta,
pač ne ponuja možnosti kakovostnega bivanja, niti pač ni mogoče celo kdaj primerno za bivanje. Tako da pomanjkanje se je zdaj tudi, zaradi tega, ker je pač v Ljubljani ali v centrih mest to ekstremno postalo prelil na druga področja, ki prej niso se soočala s takim pomanjkanjem, tako da zdaj je to stanovanjsko vprašanje nek vse splošno vprašanje, ni več vezano samo na centre, se veže tudi na podeželje. Bi pa tukaj tudi še samo eno tako mini opombo dal, ki je pa povezana tudi ste tudi sami tam odgovor izpostavili, kot je javni promet, pa ne vem, prej, ker sem rekel, da upam, da bi zdaj v neki večji gotovosti želite, ne vem, ste se verjetno nasmejali tudi zaradi podnebnih sprememb, ki se dogajajo, ne. En izmed pomembnih posledic tega, da imamo tako razpršeno gradnjo, je odvisnost od avtomobila. Odvisnost od avtomobila pomeni pač višje toplogredne pline. Slovenija ima izrazito presežke toplogrednih plinov ravno iz prometa in jih najtežje naslavlja. Tako da, če želimo tudi te stvari nasloviti, je bivanje na podeželju ena stvar, jo bomo mogli začeti dojemati ne kot nekaj normalnega, ampak nekaj kot bolj izjemo. Luksus ne bi rekel, zaradi tega, ker to bi bilo bolj neko socialno neenakost pomembno, ampak tako, bolj kot neko izjemo kot pravilo. Vi omenjate podeželje. Gospa Dušek, vi se tudi, kar podate, prosim, vi se tudi ukvarjate z možnostmi zaposlovanja oziroma možnosti poslovnih priložnosti mladih na podeželju in zanimiv projekt coworking razvijate. Morda nam malo na kratko predstavite in tudi poveste, zakaj pravzaprav pri tem projektu sodelujete z Avstrijo. Gre za projekt, ki je iz programa Interreg Slovenija-Avstrija, se pravi, gre za čezmejno sodelovanje, v katerih morajo vedno sodelovati partnerji na obeh stranih meje. Projekt je pa namenjen tako, da želimo spodbuditi manjše občine, se pravi občine na podeželju, da začnejo razmišljati o novih možnostih dela. In coworking je zagotovo ena od takšnih možnosti, se pravi, da ne hodiš več v službo kot tako, v neko inštitucijo, imaš tam svojo pisarno in upravljaš neko delo, ampak se članiš v neko društvo, se povežeš s skupino nekih ljudi, delaš na nekem projektu ali pa konkretno ustanoviš svoje podjetje in delaš za svoje podjetje. In zato, da dobiš kot en samostojni delavec, dobiš socialne stike, dobiš eno okolje, je coworking izredno zanimiva možnost. Verjetno te zadeve zelo dobro poznate že, no in mi želimo pač te stvari malo spodbuditi in občina dati konkretna navodila, konkretne možnosti, kako naj to dejansko dejanjo. In to je potem tudi, če se lahko navežem na sogovornika, to je potem tudi ena od možnosti, da dodatno živijo podeželja. Kajti zelo je pomembno in tudi to, da zmanjšamo prevoz. Vsi smo se navadili, v času COVID-a smo se navadili na delo od doma oziroma učenje od doma, sodelovanje preko računalnika, preko videokonferenc. Zato je to toliko lažje. In če imaš ti neko, vedno pa potrebujemo kot ljudje neke socialne stike in to je to, kar recimo lahko coworking. Nam lahko morda zaupati kakšen konkreten primer na tem področju? Zdaj, ta projekt je komaj za začetku, ampak z coworkingi imamo že kar nekaj izkušenj, imate že kar nekaj inštitucij, ki vam konkretno ponujajo to. V Ptuju smo to na znanstveno-raziskovalnem središču Ptuj, odkoder jaz prihajam. Tako da te možnosti že obstajajo. Bi pa še eno stvar mogoče izpostavila. Ni potrebno samo to, da bi ravno coworking bil tisti, ki bi bila edina rešitev. Pred tem moramo začeti razmišljati in opazovati, kje so problemi in potem iskati neke rešitve na te probleme. Se pravi, zato, da pa to lahko delamo in da mogoče še se pojavi kakšna poslovna priložnost, v katere mi lahko živimo in se s tem preživljamo,
je pa zelo dobro pridobivati podjetniške veščine. No in to je pa pač drugi del naših aktivnosti. Mi začnemo že v osnovnih šolah in potem nadaljujemo v srednjih šolah, kjer z učenci, z dijaki izvajamo startup delavnice, kjer točno iščete probleme, zaznavate probleme, na nje poskušate odgovoriti na podjetniški način, s tem, da pripravite neki model podjetja, kako bi lahko to podjetje funkcioniralo, kakšne storitve bi nudilo in to je potem izredno velika možnost za vse in tudi za podeželje, da se razvije in bistveno bolj izkoristimo tako to, kar so strategije, to, kar so cilji Evrope in evropske kohezijske politike, se pravi tako zeleni prehod, se pravi čim manj prevoza z avtomobili, čim več digitalizacije, se pravi ta digitalni digitalno preobrazbo potrebujemo in to so stvari, ki jih verjetno vaša generacija lahko bistveno bolje izkorišča, kot smo jih predhodne generacije. Hvala lepa. Gospa Richter, vi prihajate iz Zavoda za zaposlovanje. Tudi vi imate veliko projektov namenjenih ravno mladim, da pridobivajo veščine, kot pravi gospa Tušek, in tudi ne nazadnje, da potem najdejo pravo ustrezno zaposlitev. Ja, tako je. Zdaj pri nas mogoče, če najprej samo razložim, kako pravzaprav vse skupaj poteka na Zavodu za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje ima dve evidenci. Ena evidenca je iskalcev zaposlitve, ta je namenjena pravzaprav nekako vsem, tudi šolajoči mladini. Potem pa imamo še evidenco brezposelnih oseb, ki je pa namenjena tistim, ki zares aktivno iščejo zaposlitev. Žal se v to evidenco ne morejo šolajoči in študentje, oziroma, če se popravi, šolajoči dijaki ali pa osnovnošolci po 26. letu. Študenti in sicer dijaki pa ne. Ko vstopijo mladi ljudje v evidenco brezposelnih oseb, so torej se ne izobražujejo, tudi niso zaposleni, prav tako najverjetneje niso v nekem usposabljanju in so tako imenovani NEET. NEET so mladi, not in education, employment or training. In s tem stopijo v shemo, v program Evropske unije, ki se imenuje Jamstvo za mlade. To je pomembno, mislim, da je to ena taka pomemben program Evropske unije oziroma gre za zavezo držav članic, da vsi mladi v Evropi, ki torej niso zaposleni, niso v izobraževanju, da dobijo v 4 mesecih, ko se vključijo v to shemo, neko kvalitetno ponudbo. Naj si bo za zaposlitev, naj si bo za nadaljevanje šolanja ali pa za neko usposabljanje. Tako da mladi, ko pridete k nam, postanete del te sheme in se lahko vključujete v raznolike aktivnosti. Najprej je to samo svetovalno delo, vsakdo, ki pride k nam, dobi individualnega kariernega svetovalca, delo je vedno individualizirano, posvetimo se vsakomur posebej, glede na vaše potrebe, ki jih imate, na vašo specifično situacijo in vam pomagamo vas usmerjati. Lahko se pa vključujete tudi v tako imenovane ukrepe aktivne politike zaposlovanja. No, sliši se sila resno. Ja, sliši se zelo resno. Zdaj, mogoče to so neki programi, tako bolj preprosto rečeno, programi. In ti programi so potem oziroma projekti, iz katerih dobimo sredstva iz recimo Evropskega socialnega sklada in tako naprej. Torej, Evropa da denar na nek način prav za te projekte in mi jih potem posredujemo do vas kot nekega, recimo, končnega uporabnika. Zdaj, v prejšnji finančni perspektivi smo izvajali kar nekaj programov za mlade in so bili tudi zelo uspešni. Tukaj govorimo o uspešnosti od 80, preko 80 pa do 90%. To so subvencije za zaposlitev, imeli smo en zelo uspešen projekt,
trajno zaposlovanje mladih, šlo je torej subvencija za zaposlitev za 2 leti, se je plačevala. Mlada oseba se je zaposlila v okviru tega programa za nedoločen čas. In po 2 letih, ko smo naredili raziskavo, ali so ti mladi še zmeraj zaposleni, so bili, torej v 90%. So pa vmes marsikdo zamenjal zaposlitev, to je zanimivo. Niso ostali pri istem delodajalcu, torej oni, ko so vstopili v ta program, so že dobili prve kompetence, prva zaposlitev in so postali zanimivi na trgu dela tudi za druge delodajalce. Potem pa imamo še usposabljanja, to so pa taki krajši programi, kjer dobite lahko izkušnje na trgu dela, recimo za obdobje 1 ali 3 mesecev in so prav tako uspešni v več kot 80%. Potem pa še usposabljanja oziroma neformalne izobraževanja, kjer pa se lahko recimo vključite v nek tak trening, neko usposabljanje in pridobite neke določene veščine, predvsem na področju deficitarnih poklicov, tam, kjer se novo delovno silo najbolj potrebuje, lahko pa tudi druge stvari, recimo kot potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali kaj podobnega. Tako da to je stvar, ki jo dogovorite s svojim svetovalcem. Omenili ste deficitarne poklice, mislim, da se v naši družbi tam premalo govori. Zadnjič sem bila na Ministrstvu za šolstvo, pravijo, da je premalo učiteljev, da je premalo zanimanja za ta poklic. Morda naštejete še kakšen primer, ker morda ste koga navdušili, morda izbere kakšnega izmed teh poklicov, ki so tudi perspektivni, pa morda danes ni toliko zanimanja za njih. Daleč prednjačita zdravstvo in šolstvo, izobraževanje. Tukaj nimamo kaj, zdaj nisem si točno nekih številk poiskala, ampak to je tisto, kar daleč prednjači, to je tisto, kar se najbolj potrebuje. Potem pa prihajajo neke druge panoge, recimo tudi industrija, pa recimo gradbeništvo in tako naprej, ampak to so torej zdravstvo, pa ne samo zdravstvo, oziroma tudi celotna oskrba, zdravstveno oziroma socialna oskrba. To je tisto, kar se najbolj išče. Vem, da je to retorično vprašanje, pa vendar, zakaj temu tako? Je to morda premalo denarja, nizke plače, premalo spodbujanja k temu, ali pa morda tudi slaba medijska podoba teh poklicev, premalo poudarjanja, da so to lepi poklici? Zdaj, ne vem, če se točno obrava, ki lahko podam te odgovore. Ne uradno. Ampak mislim, vsekakor je tako, da je trenutna situacija na trgu dela, mogoče za razliko od kolega, ki je govoril o kako neka krizi na stanovanjskem področju, situacija na trgu dela je ravno obratna. Delavcev ni, srečujemo se z zelo nizko brezposelnostjo. Če dam za primerjavo, leta 2016 smo imeli v evidenci 21.000 mladih, meseca decembra, leta 2023 pa 9.000. To so veliko nižje številke, če govorim samo o mladih, pa tudi splošno. Slišite, mislim, da vsakodnevno govorimo o tem, da ni dovolj delovne sile. In to pomeni, da je v tem smislu čas na vaši strani, oziroma je čas bolj na strani iskalcev zaposlitve in tisti, ki si želijo novo zaposlitev, si lahko tudi malo bolj izbirajo in če se srečajo mogoče z manj ugodno delovnim okoljem, ga potem lahko tudi zamenjajo in grejo v druge poklice. Tako da na tej strani se bodo najverjetneje tudi delodajalci morali potruditi in tudi se trudijo, da bolje razumejo svoje zaposlene, tudi mlade vas, da nudijo, kako bom rekla, bolj stimulativno, bolj prijazno delovno okolje, kjer se dobro počutite, kjer imate recimo več možnosti za, kako bom rekla, da si odrejate delo, potem imamo zdaj delo od doma in tako naprej. Tako da to so vse razlogi, ki morda potrujejo tudi temu, kar ste me vprašali. Zopet ste na vrsti vi, oziroma prvič ste na vrsti vi, bi želeli kaj pokomentirati, vprašati. Odlično, tam imamo v tretji vrsti. Morda kar na glas, izvoli.
Kdo pa po vašem mnenju naredi dobrega delodajalca? Kaj so neke karakteristike tega in kako se vam zdi, da je za to situacijo v Sloveniji, koliko delodajalcev ta nek kriterij dejansko dosega, še posebej mogoče na področju študentskega dela? Zdaj, jaz vam bom težko rekla, kdo je dober delodajalec zaradi tega, ker po zakonodaji sodelujemo z delodajalci na nek ustaljen način, to so neki protokoli, in če delodajalec objavi delovno mesto, smo ga dolžni objaviti oziroma spremljamo, kdo so tisti delodajalci, ki kršijo zakonodajo, ampak drugače pa ne. Tako da, kdo je dober delodajalec, mislim, da boste najverjetneje najbolj povedali vi, zaposleni, ki ali pri delodajalcu ostanejo ali pa lahko recimo sploh v tem trenutku mogoče poiščejo drugo zaposlitev. Trendi zagotovo grejo v to, tako kot sem rekla, neko bolj prijazno, motivirajoče delovno okolje, sploh mladim, vemo, je zelo pomembno, da vidite, da imate neko možnost razvoja na delovnem mestu, da ni zgolj neko slepo upravljanje nalog, ampak da lahko tudi prispevate, se razvijate. Potem so tukaj recimo, lahko bi se mogoče sklicevali na določene certifikate, imamo že, ne vem, družini prijazno podjetje ali pa kaj podobnega, kjer poskušajo, s čimer delodajalci poskušajo zagotoviti neke standarde delovnega okolja in vam to tudi mogoče lahko pomaga pri izbiri delodajalca. Še ste me nekaj vprašali, pa sem pozabila. Kako se vam zdi, da je specifično na področju študentskega dela ali pa dijaškega? To vam bom malo teže rekla. Mislim, sicer uradno smo na nek način vključeni v študentsko delo oziroma pripravljamo okolje, kjer bo tudi Zavod za zaposlovanje bolj vključen v posredovanje študentskega dela, sploh za delodajalce iz te javnega sklada, ampak sektorja, ampak drugače pa ne, tako da to vam pa težje odgovorim, Verjetno obstajajo tudi neke spletne strani ali pa na Instagramu sem ravno včeraj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, našla skupine, kjer se ocenjuje različna podjetja, kjer se javno napiše, morda tudi kdo je slab delodajalec oziroma kdo ni prijazen do zaposlenih. Mogoče gospa je govorila o podjetniških idejah, govorila sem izliko, vse veste, imamo pri nas v Sloveniji tudi razseljene osebe iz Ukrajine in zakaj so prišli in eno dekle je povedalo, da imajo pri njih neko aplikacijo za ocenjevanje delodajalcev. Tako da, če je bilo. Gospa Tušek, mislim, da bi želeli nekaj dodati k temule. No, te aplikacije nimamo, je pa to mogoče ena zelo dobra projekcija. Kajti mi smo namreč ravno takšna inštitucija, ki pripravljamo nove projektne ideje, tako da bom vaše vprašanje in vaš odgovor mogoče malo spokombiniramo in najdemo kakšno konkretne rešitve. Želela sem pa dodati eno zadevo. Mi zelo veliko sodelujemo tudi z Manager Klub Ptuj in z njimi imamo zelo dobre kontakte in se zelo veliko pogovarjamo. Podjetja so spoznala, da se morajo boriti za talente. To, kar oni potrebujejo, so talenti. Talenti so tisti, ki znajo in ki so pripravljeni narediti nekaj več kot vsi ostali. Spravi, to je prvi, mogoče prvi nasvet, bodite talenti. To, da ste se vključili v te debatne krožke, to zagotovo je ena taka zadeva, ki vas razlikuje od vseh ostalih. In podjetja želijo pridobiti dobre talente in jih želijo tudi zadržati. Danes ste mladi zelo fleksibilni in mislim, da ste skorigirali to, kar država ne more nikoli narediti. Vi, ko vam nekaj ni všeč, greste. In mislim, da je to zagotovo ena od stvari, ki žene delodajalce v to, da razmišljajo tudi o tem, kaj morajo pri sebi spremeniti.
Nedavno, pred mesecem, smo imeli tukaj na Ptuju, na šolskem centru, karierni sejem. Pobuda je prišla od podjetij, od delodajalcev. In to so vse te stvari, da se vidi, da se stvari spreminjajo. Tako da vi še kar naprej postavljate ta vprašanja. Hočem delati pri dobrem delodajalcu. Začnite se pogovarjati, začnite deliti svoje mnenja, delite svoje izkušnje in povem vam, spremenili se bojo. Ko govorite začnite, ampak kje naj mladi začnejo? Kaj je tisto, morda kakšen ključ, kaj jim je najtežje oziroma najlažje, ko so na začetku, bom rekla, vaše podjetniške poti? Priložnosti so povsod. Priložnosti so povsod za karkoli in tudi to, da se angažiraš. Danes zelo veliko govorimo o tem, da ste mogoče mladi, nekateri ste zelo angažirani, družbeno angažirani, nekateri pa nekaj manj. In ta družbena angažiranost zagotovo je ena od teh zadev, ki sili družbo v spremembe. Ne samo podjetja, ampak celo družbo. To pomeni tudi, pojdite na volitve, udeležujte se političnih debat, udeležujte se srečanj, kot je tukaj, pridobivajte veščine, poskušajte se naučiti nekaj novega in poskušajte najti nekaj, da boste vi znali nekaj takšnega, kar ne zna nihče drugi okoli vas. To je tako močna karta, ki jo lahko kadarkoli v življenju uporabite. Odlično, tole si zasluži en aplavz. Morda še kakšno vprašanje? Aha, tukaj le. Jaz imam vprašanje, ki je stanovanjske krize. V Sloveniji, še posebej v Ljubljani, je eden od velikih problemov tudi prazna stanovanja brez za urejeno dokumentacijo. Kakšno je vaše stališče glede obdavčitve praznih nepremičnin in ali so v tej smeri že kaj rešili? En izmed večjih problemov, sicer spet ne vemo niti točno, kako približno je teh praznih stanovanj, ampak če pustimo to vprašanje. En izmed večjih problemov je, če mi rečemo, da se poveča naložbeni motiv na stanovanjskem področju, se pravi, da se stanovanja vse pogosteje uporabljajo ne kot dom, to, kar sem že prej kratkoročnem najemu opisal, ampak kot priložnost za kratkoročni zaslužek preko dodajanja prek Airbnb-ja ali pa dolgoročni zaslužek, kar pa pomeni približno tako, da se stanovanja pustijo prazna, se špekulira s ceno in se potem prodaja kasneje. To je en izmed večjih problemov, zaradi tega tudi pač naša politika na nek način temelji na 3 stebrih. Eno je kredit javno najemna stanovanja, s tem zagotovimo v bistvu ta neka kakovostno, varno, dostopno bivanje. In druga je omejevanje špekulativnih motivov na stanovanjskem področju. En izmed ukrepov je kratkoročni najem in drug, v katerem pač tudi mi v okviru ministrstva razmišljamo, je točno to, kar ste omenili. Urejanje, na nek način, kako bi rekel, destimuliranje, ohranjanje praznih stanovanj z neko obliko dajatve. Ali je to, mislim, z našega vidika bi bila najbolj racionalna oblika nek nepremičninski celostni davek, ki ga vidimo ne zgolj kot nek tak ukrep pobiranja novih davkov, ampak predvsem kot racionalno urejanje prostora. Trenutno pač ni neki, če nekdo neracionalno uporablja prostor, ki ga moramo mi vsi skupaj dojeti kot neko našo kolektivno dobrino, ki je omejena in pogosto, ker se prostor neracionalno uporablja, tako da ne vem, imamo gradbišče, ki stoji 15 let ali pa veliko stanovanja v enem mestu, ki je prazna, je to nek velik družben strošek, še posebej tudi v kontekstu podnebne krize in okoljske krize, ker imamo pomanjkanje resursov. So ti davčni ukrepi in nepremičninski davki v bistvu stimulacija za bolj racionalno in družbeno koristno uporabo prostora. Tako da to bi bil nek celostni ukrep. Vkolikor to pač je neka naloga, ki je kot družba ali kot država nismo zmožni, mi vidimo pač poti na ministrstvu, smo tudi pač na nek način pripravili par predlogov in tudi malo zagovarjali neko obliko ravno tega, kar ste rekli, ne, se pravi dajatve na prazna stanovanja v predeljih, kjer je pomanjkanje stanovanj,
z namenom A, da se ta stanovanja aktivirajo za dolgoročen najem, ali B, da se destimulira, da bi do te situacije s takšnimi stanovanji sploh prišlo, ker vsaj za Ljubljano, pogostokrat se zdaj to niti niso enote, ki bi bile na nek način lahko dom nekoga, ampak gre prepogostokrat za neke večja luksuzna stanovanja, ki jih pač vsaj iz našega ministrstva vidimo, če se zelo blago izrazim, kot nepotreben družben strošek, da ta stanovanja sploh postaja. Prav, mogoče samo na polo dobrih vprašanja. V Mladini je bilo pred kratkim kar nekaj govora o stanovanjih, ki nima niti urejenih listov za kdo je najemnik in podobnega. In me zanima, ali bi trenutno vlada v tej situaciji, oziroma tudi v situacijah praznih stanovanj, kadarkoli bi bila pripravljena narediti kaj bilo radikalnega kot nacionalizacija in podobnega. Dobro vprašanje. Aplavz. Mislim, zdaj se je postavljal zelo neprijeten položaj, ker z položaja, iz katerega govorim na tako vprašanje, zelo težko odgovarjam, da se namreč. In tudi razumem provokacijo, to vprašanje lahko provokacijo. Se pa zelo strinjam, da je pa pravilno si ga zastavljati. In pravilno o tem razmišljati. Sistem, ki smo ga pač imeli pred tem, je imel to radikalno gesto na začetku. In to radikalno gesto se da potegniti na bolj trd, pa na bolj mehek način. In nekatere države to z bolj mehkimi ukrepi počnejo, tako da je pač v bistvu, recimo, bi bilo posedovanje praznega stanovanj toliko velik individualni strošek, da ga nekdo ne bi hotel več imeti, ker bi pač bil to visoko obdavčen. Recimo, to je neka taka mehka oblika. Tako da, če me sprašujete za moje osebno stališče, ga bom izrazil zelo blago, je stanovanje je pač, jaz dojemam kot v osnovi prostor pravice do doma in kot izjemno pomembno družbeno dobrino, ki bi morala biti močno regulirana in tudi močno zagotavljena v okviru javnih servisov, ker zgolj na tak način se ohranja njihov status doma. Brez tega se ne. Tukaj sem zdaj malo bolj prekenjega ovinka podal odgovor na to vprašanje. Hvala lepa. Ima še kdo morda kakšno vprašanje v zvezi s stanovanjem? Drugače bi vas jaz vprašala. Seveda, voli. Super. Jaz bi okoli stanovanj, specifično gradnje novih socialnih stanovanj vprašala, če je mogoče iz vidika Evropske unije kaj, kar bi se lahko naredili glede na to, da čisto na državnem nivoju okoli tega ne moramo nekaj veliko pričakovati, glede na to, da so med tiste obljubljajo 3000 stanovanjih nekako tako vseh pogovorno. Zdaj moram reči svojih ali smojih. Kar se tiče Evropske unije, kot ste prej videli politike, s katerimi se Evropska unija ukvarja in v okviru tega socialnega stebra stanovanja niso bila našteta. Evropska unija, saj kar se tiče svojih politik stanovanjskega področja, ne dojema kot nekega politike na evropskem nivoju, ampak vprašanje nacionalnih ali celo regionalnih in lokalnih politik, odvisno od države. In je na evropskem nivoju zelo malo v bistvu se dogaja. Tako z vidika financiranja, recimo, če sem zelo plastičen, kohezijski programi ne financirajo stanovanjske gradnje, razen če jo bolj ali manj spretna administracija uspe zapakirati kot ukrep trajnostne politike, se pravi zelene politiko, ki pa je nekaj, kar je evropska politika. Niti z vidika uredb Evropske unije ali pa nekih regulacij ni na stanovanjskem področju, se pravi, nimamo nekih jasnih uredb. Ali pa sploh, da bi se sprejemali. Zadnja taka močnejša stvar, ki je bila narejena, pa še ta je bila koristna, ampak je mrtka, je vprašanje urejene kratkoročnih oddajanja turizmov. Nedavno je bilo v Evropskem parlamentu, tudi strani Evropskega sveta in Evropske komisije potrjena uredba o izmenjavi podatkov strani Airbnb-a in držav, kar je na nek način pogoj za to, da lahko regulacijo na nacionalnem nivoju delamo. To je tudi pogoj za to, da bomo lahko v Sloveniji naredili. Tako da tukaj ni več
nekega izgovora, da ne bomo imeli dostopa do podatkov, ne bomo mogli izvajati tega, ta uredba to odpravlja. To recimo ena taka večja stvar. Je pa zdaj bodo evropske volitve recimo, je vedno več pozivov strani civilne družbe, posameznih držav, da bi Evropska unija mogla tukaj večjo vlogo prevzeti. To je lahko sicer tvegano, ker Evropska unija je za ene stvari fajn, za marsikaj stvar ni fajn, to tudi se je treba zavedati, še predvsem z vidika navezave na prejšnjo vprašanje. Evropska unija ni najbolj fajn, ali pa je, odvisno od politične perspektive. So zelo veliki pobude, da bi tukaj večjo vlogo prevzela, predvsem z vidika financiranja, kar je recimo za Slovenijo lahko izjemno velika težava zaradi ali omejenega integralnega nacionalnega proračuna, ali pa zaradi tega pogostokrat se stanovanja financirajo deloma z javnimi sredstvi, deloma z zasebnimi sredstvi. Zdaj ne bomo šli v detalje, ampak slovenski finančni trg je toliko mali in podhranjen, da ni zmožen aktivirati verov ustreznih za neko obširno stanovanjsko gradnjo in tukaj bi bil nek evropski nivo izjemno koristen za državo, kot je Slovenija, ki je mala. Lahko tudi zelo tvegan zaradi tega, to je zelo velik poudarek, ampak bi pa lahko bil koristen. Potem pa so še pač par nekih bolj tehničnih vprašanj, ki so vezane na regulacijo, ampak tukaj bi po mojem mnenju mogla na evropski ravni biti več narejeno. In da bi to moglo biti postati, glede na to, da Slovenija tukaj ni izjema, kar se tiče stanovanjske krize, nek tak evropski projekt, vse skupaj. Ki pa bo se mogel izvajati na nacionalnem nivoju in bodo tukaj države bomo mogli pač veliko več nad sami. In občine tudi. Pogledam. Še koga kaj zanima? Kar izvoli, prinesemo telefon. Ja, prej ste omenjali, da je pač velika težava z kadrom v javnem sektorju, pač da se ne dobi učitelj, da se ne dobi zdravnikov, ampak se mi zdi, da eden izmed glavnih razlogov je to, da pač take službe nimajo zelo dobrih pogojev pač v zameno za to, pač, kaj je treba v njo vložiti. Če vzamemo recimo za primer zdravnika, je pač medicinski faks eden izmed najtežjih in poleg tega ima tudi zdravnik sam en kup odgovornosti in tu so recimo zelo malo fleksibilnosti z dopustom. In pač glede na to, kaj je treba vse to vložiti in pol, če se pogleda recimo plačo, pač na nek način se to ljudem ne splača. In me zanima, nekako kohezija tudi podpira to, da bi se take poklice pač, da bi se zagotovilo boljše delovno okolje v javnem sektorju in tudi navsezadnje tudi pač boljše plače, da bi se več ljudi spet pokrepilo. Ja, sej, zopet ne vem, če sem čisto prava za ta odgovor, sem mogoče zopet v taki hecni situaciji, Zavod za zaposlovanje je tista institucija, ki skrbi, ki predvsem je podpora brezposelnim osebam, da pridejo na trg dela, da vstopijo na trg dela. Ne vem, mi nimamo toliko vpliva na delodajalce oziroma ga še nimamo, ne da bi vplivali na to, kako oni oblikujejo delovno okolje, zato da bi našli več delovne sile. Prav tako tudi vsi delodajalci, dobro, javni sektor seveda mora sodelovati z nami, ampak tudi vse brezposelne osebe se ne pišejo pri nas, tako da mi skrbimo samo za nek del. Težko bi vam odgovorila kaj drugega kot z nekim osebnim mnenjem, da se preprosto razumemo, torej te vaše pomisleke, kjer tehtate, koliko vložite nekega truda, študija, let, potem prakse in vse in tako naprej in potem to nekako ovrednotite in s plačo in, kako bom rekla, tudi najverjetneje z delovnim okoljem. V kakšnem delovnem okolju se včasih, kaj pa vem, se potem, ko se boste srečali, ko boste začeli nekje delati, plača je en tak vidik, ki je pomemben, ampak na delovnem mestu dobimo tudi ogromno drugih stvari. Lahko je dobro timsko sodelovanje, lahko je nek razvoj,
naše osebnosti, ki se dogaja znotraj tega. Se veste, ne, upravljamo res zelo raznolike poklice, kako bom rekla, in včasih res tudi sama občudujem nekatere ljudi, koliko enega osebnega angažmaja, neke res predanosti dajo v poklica, ne, ampak seveda plača mora biti, ne, pač vsi si zaslužimo, da zaslužimo toliko, ne, da lahko dostojno živimo. Če sem vam odgovorila, približno. Hvala lepa. Še kdo? Tukaj je prvi vrsti. Ok, če dodam še na temo medicine, ste jo preomenili kot deficitaren poklic. Ampak kako lahko pride do tega, če vsako leto vpis na medicinske fakultete preseže za več 100 kandidatov v številu razpisanih mest? Zakaj se ta razpis ne poveča? To je super vprašanje. To se izpetno sprašujem. Ja, to je zopet bolj vprašanje za ministrstva pristojna, ne. Ne vem, kako bom rekla, kar se pri nas, o čem je pri nas tako razmišljamo, ne, je, kar se zavoda tiče, o kakšnih projektih ali kaj takega, prvič, kako zadržati tudi ljudi tukaj v Sloveniji, kako jim pomagati predstaviti stvari. Seveda je tudi odhod ljudi v tujino, ne, se veste, imamo evropski trg, kjer lahko pač potujemo po vseh evropskih državah. To je tudi en tak pomembna točka, ki bo najverjetneje, o kateri se boste spraševali ali pa se sprašujemo, ne. Tako da tukaj je najverjetneje res tudi na strani delodajalcev in pa seveda potem ministrstva, ne, kako oblikujejo študijske programe oziroma kako mesta zagotavljajo in pa seveda delodajalcev, kako oblikujejo delovno okolje. Še kdo? Jaz imam samo vprašanje iz področja nekakvih projektov, ki se ukvarjajo z raznimi problematikami in potem, če pride do nekih rešitev, ki bi se lahko dobro uveljavili, a pride tudi do tega, ali se ne uveljavijo samo v nekih ožjih regijah, ali to pride na splošno preko smislu? Da pride v prakso. Ja. O tem bi lahko govorili zelo dolgo. Evropski projekti imajo svojo logiko. In prva logika je, kar se naredi znotraj nekega projekta, tega ne smemo komercializirati. Ali pa večino programih ne smemo komercializirati. Izjeme so kakšne projekti, kjer želimo mi pripeljati neki izdelek, pa neko storitev na trg. To so izjeme, ampak tega je manj. Projekte, v katerih mi sodelujemo, naša inštitucija, so bolj projekti sodelovanja Interreg. In v teh projektih, to, kar mi želimo, recimo, mi se ogromno ukvarjamo s tem, da spodbujamo podjetniško miselnost, pridobivajo mladi podjetniške veščine, poskusijo z razmišljanjem o tem, kakšno podjetje bi sploh lahko ustvarili, kaj bi to podjetje delalo, na kak način se bodo tega lotili, in to je hitna zadeva. Spravi, zelo fino je, da se recimo šolo, s katero sodelujemo, da se vključijo to v čim večjem številu učenci in da pri tem sodelujejo. Teh projektov se ponavljajo z podobno tematiko, tako da priložnosti so. Takrat, ko pride skupina, ki želi na vaši šoli spodbujati vas k temu, da pridobivate te veščine, da razmišljate kreativno, da razmišljate inovativno, se pravi, da ustvarjate neko novo vrednost in da vas učimo, kako postaviti podjetje. Dajte se priključiti, dajte se aktivirati. Tako da to so priložnosti in praviloma po celi Sloveniji. Mogoče lahko omenim samo en projekt, sicer ni bil iz evropskih sredstev financiran, ampak je financiran iz Norveške. Želi pa vseeno kraljevina Norveška, država Norveška, želi vseeno prispevati k kohezijskim ciljem in zaradi tega tudi podeljujejo donatorska sredstva. Ali so zdaj ti projekti sami sebi namen?
Ne, nikoli. Namen teh projektov vedno je, da gradijo na tem, kar je na znanjih izkušnjah, ki so že bile narejene, in potem nekako nadgrajujemo. Primer je ravno ta projekt, imenuje se POM, financira ga torej Norveška, in na tem projektu, mogoče ste že daj slišali, če pa ne, pa lahko malo pogooglate, za tekmovanje v pičanju, ki se imenuje na slovenski ravni POPRI. Dogaja se že leta in leta, tudi mi na Ptuju oziroma v Spodnjem Podravju, se pravi Ptuj plus okolica. Imamo podoben program, ki je potem generator, da gredo potem start-up ekipe, se pravi podjetniške ekipe, mladina, ki ustvarja, ki razmišlja o tem, kako bo funkcioniralo njihovo podjetje in potem to predstavi. Imamo na Ptuju podjetniški izziv za mlade. Tudi to se že 10 let dogaja, vsako leto, in te stvari so med šolami, med mladimi zelo popularne. Tako da, vkolikor, ne vem zdaj, če ste iz Ptuja ali niste iz Ptuja, iz cele Slovenije, no, praktično imate dostop na vaših šolah, stopite do svojih učiteljev in zahtevajte, da vam ponudijo te vsebine. Te vsebine niso del šolskega kurikuluma. So pa življenjsko pomembne za vaše kariere. Če boste vi imeli podjetje ali ga ne boste imeli, zelo dobro je, da enkrat začnete razmišljati na podjetniški način. Podjetnost vam pride prav ne glede na to, v katerem sektorju delate. Tudi recimo, če ste zdravniki, se to tudi poznamo, ne imajo zdravniki tudi svoja podjetja in izvajajo svoj poklic, izvajajo svoje storitve v okviru pač svojih podjetij. To je zdaj sicer zelo, zelo družbeno, tako hodimo po robu, ampak podjetništvo, podjetniške veščine so pomembne. In da se vključite v proces iskanja idej, ustvarjanja podjetij, tudi če je to suha vaja, ker vi še vedno, pred vami je še vedno študij. Vi boste še morali nekaj se izobraževati in ko boste zaključili izobraževanje, naj vam bo podjetniška pot tudi ena od opcij. Mislim, da se bo te stvari še bolj postale popularne in še bolj postale. Ker takrat, ko ste pa vi sam podjetnik, takrat ste pa vi tisti, ki ste odgovorni za to, v kakih delovnih pogojih delate. Za razmere v podjetju ste odgovorni vi, če je to vaše podjetje. Se pravi, ne pozabi tisto, ne? Be your boss. Bodi sam svoj šef. Zakaj pa ne? Projekte, ki so usmerjeni bolj v podjetniško smer. Jaz bi vas tukaj res upozorila na nevladne organizacije, na mladinske centre, obrnite se na njih. Tudi oni izvajajo res mnogo projektov. Tudi fajn je, da si poiščete eno področje, ki vas tako malo žuli, pa ne vem, mogoče smo že videli pravzaprav pri vseh vas, ne, vsak ima nekaj, kar bi mogoče rad na tem svetu ali pa v svojem okolju popravil. In različne organizacije nagovarjajo to vrstne teme, mogoče se s tem ukvarjajo in izvajajo projekte na tem področju. Izvajajo tudi projekte na področju zaposlovanja mladih, kako pridobivate veščine, ali pa ne vem, kako ustvariti boljše družbeno okolje, kako varovati naravo in tako naprej. Meni se zdi zelo smiselno, no, da se povežete s temi organizacijami in pogledate, če se lahko pri njih vključite v kakšen projekt ali kot udeleženci, ali pa mogoče potem že kasneje kot kakšen koordinator, ali pa kasneje vključite kot zaposleni. Še eno vprašanje. Jaz sem eno vprašanje o koheziji nasploh. Torej, pač le pri koheziji se je skozi govoril o nekih projektih, pa akcijah, pa ciljih, ki so vedno tako abstraktni, torej nikoli ni definirano, na primer spodbujanje produktivnosti. Lahko dobimo kakšen dobrosen primer podjetja, v katerega se vlagajo ta kohezijska sredstva? Projekti, ko začnete snovati neki projekt,
morate najprej prebrati tak približno 200 strani. Ponavadi je to v angleščini. Pomeni, da morate prebrati analizo določenega področja, morate prebrati strateški dokument, ki definira, kaj so tiste prioritete, kaj so tiste naložbe, temu rečejo naložbe, v kaj želi recimo določen program vlagati. Ko govorimo o evropskih projektih, rečemo recimo o evropskih projektih, je to tako, kot da vam nekdo reče, tako zdaj se pa pogovarjamo o tehniki. Ali je tehnika na področju matematike, ali je tehnika na področju kemije, ali je tehnika na področju biologije enako? Ni. In tako tudi evropska sredstva, evropski programi, evropski projekti niso enaki. In to pomeni prvi korak je, da morate kar konkretno preštudirati, zakaj sploh v tem programu gre, kaj recimo inštitucija ali pa organ, ki razpisuje ta sredstva, sploh želi za tem. In kaj je zdaj konkretno, kako se tega loti? Vam bom povedala čisto konkretni stvari o projektu, o katerega sem že omenjala, to je recimo POMP. POMP je namenjen, dejansko je kratica pomoč mladim v podjetništvo, zato ker je to pač vaša tematika. In v tem projektu smo zastavili, se pravi, vi si morate zastaviti neke cilje, neke aktivnosti, ki jih boste izvajali. Mi smo si zastavili za cilj, da bomo naučili učitelje v osnovnih in srednjih šolah izvajati podjetniške aktivnosti na njihovih šolah. In še ena želja dodatna je bila, da so to pretežno podeželske šole. Ravno to, kar smo se tudi že prej pogovarjali. Kako zdaj to izvesti? Se pravi, zdaj si pa morate najti neko rešitev. Se pravi, to je problem. Učitelji si želijo, ali pa recimo učenci si želijo, da bi pridobivali podjetniške veščine, o tem, kar se naš čas pogovarjamo. Ok, to je problem. Kaj pa zdaj? Zdaj pa, mislim, problem je, da mi tega nimamo na naši šoli, ne? Kaj pa zdaj? Se pravi, prvo, kar potrebujemo verjetno neke usposobljene učitelje, ki bodo lahko to izvajali. Kdo jih bo usposobi jih recimo nekdo, ena inštitucija, ki se na to nekaj spozna. Potem pa smo mi zasnovali, na osnovi tega razmisleka zasnovali projekt, ki je bil nekaj delovnih sklopov. In eden od prvih sklopov je bil to, da smo želeli pridobiti podporo pri ravnateljih. Mi smo se prvo obrnili na ravnatelje. In potem smo ravnatelje zainteresirali in smo za ravnatelji naredili eno delavnico, kjer so ravnatelji razmišljali o izzivih svojega življenja in o podjetniških možnostih za takšne rešitve. Ko so se oni to naučili, ko so oni to spoznali, ko so oni videli, kako koristna je ta zadeva, smo šli v drugo fazo. Smo nabrali učitelje iz osnovnih šol. Ta projekt je potekal po celi Sloveniji, bili smo vključeni partnerji iz Velenja, Ljubljane, Nove Gorice, Novega mesta in Ptuja, se pravi, res smo pokrili celo Slovenijo in smo vključili skoraj 100 učiteljev. In mi smo potem z temi učitelji intenzivno delali, pripravili smo jim gradivo, to gradivo je brezplačno dostopno na spletni strani, v spletni učilnici. In potem smo mi z njimi izvajali te delavnice, kako naj to izvajajo z vami. To je bil potem drugi delovni sklop. Tretji delovni sklop, se pravi to, kar smo želeli, je pa bilo to, da učitelji sami izvedejo te delavnice z učenci, z svojimi učenci. Vsak učitelj za svojimi učenci. In tukaj smo spet naredili ogromno delavnic in učitelji so to pridobili te veščine, ker to so veščine. To si ne moreš vzeti knjige in to ne moreš sam prebrati in je to in bože, kar naj se znaš. Ti moraš to poskušati, ti moraš to poskusiti, ti moraš dobiti eno izkustvo. Pravi, to je learning by doing, je učenje iz izkušenj. In zdaj imamo v Sloveniji kar, mislim, da približno več kot 100 učiteljev, ki so usposobljeni za to, da lahko izvajajo podjetniške aktivnosti z vami. Ampak to je zdaj samo seme.
Zdaj lahko rečemo, ok, ta projekt se zdaj zaključuje, recimo konec meseca, konec, zdaj pa ne bo nič ostalo. To je velikokrat problem. Ampak tudi to, ko splanirate projekt, morate razmišljati, kaj bo ostalo. Kaj je ostalo recimo konkretno za tem projektom? Ostalo je gradivo, ki je javno dostopno in je popolnoma brezplačno. Ostal je en velik bazen učiteljev, ki znajo to delati in naše izkušnje kažejo na to, da potem ti učitelji, ki znajo to delati, navdušujejo tudi druge učitelje. Ali na tistih šolah, ali pa potem na drugih šolah. In potem se ta bazen vedno veča in danes se že pogovarjamo o tem, da bodo te vsebine prišle v kurikulum. Hvala lepa, gospod Tušek. Jaz mislim, da je ostalo še mnogo vprašanja, katera bi morali odgovoriti oziroma bi si želeli, pa vendar že vidim gospodino, da je sedaj čas, da strokovno, resno razglasimo 3 zmagovalce našega kviza in seveda podelimo tudi nagrade. Jaz kar predajam, oziroma hvala lepa, Klemen, predajamo mikrofon, torej to sta Nina in Urška iz Zavoda Bina, ki bosta podelili nagrade. Izvolite. Hvala, jaz bi samo še, ker sem zasledila po neko željo, da bi izvedeli več o projektih. Na spletni strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, to so evropska sredstva.si, je en seznam stvari, predvsem pa na njihovi Facebook strani zadnji čas, da predstavljajo dobre zgodbe. V Sloveniji bo izvedenih več kot 10.000 projektov, tako da vseh 10.000 projektov res ne bo izvedenih, ali pa predstavljenih dobre zgodbe pa. In še eno, če ne najdete odgovora, ki ga iščete, je tam ena ikonica, ki piše vprašajte Emo, pa vprašajte Emo. Pošljite sporočilo na ministrstvo in nekdo, ki vam bo poslal odgovor. Tako da najlažje je vprašati in če ne dobite prvič, vprašajte drugič. In še tretjič in prej slej smo se tudi mi recimo na rasni koži naučili, da nek odgovor dobimo. Tako da jaz vas spodbujam, da ste, kar se tiče kohezije, čim bolj radovedni, ker so to ne nazadnje javna sredstva in je prav, da vemo, kako in kje in kako so porabljena. Tako da to je ena stvar, ki ni pa bilo skoraj da dolžnost, če imate kakšno tako vprašanje, da se obrnete tudi na njih. In zdaj pa te ne videli. Evo, mi imamo 3 nagrade. Tretje mesto, 4571 točk. To je Lina Sevčkar. Kuverte, wow! Je tam? Imamo tudi majčke, tako da koga pokličemo, gre potem Urška, da se zbere prav številko majčke. Nena, a nam lahko zaupate, kaj je v kuvertah? V kuvertah je pa von za mladinsko knjigo. Wow, super! Tako da, evo, 584 točk je še ena Lina, ampak ta Lina nima priimka. Tako da, bravo Lina! Prvo mesto je pa nickname, 4638 točk, je pa Yes. Yes. Iščemo nekoga, ki se je prijavil. Spet je punca, bravo! Evo, čestitke vsem, čestitke vam vsem. Ne delamo prvič tega kviza in ste bili zelo nadpovprečno uspešni pri reševanju, tako da res iskreni čestitke vsem. Vsi si zaploskajte še enkrat. S to slavnostno podelitvijo tudi zaključujemo razpravo in vam voščimo in čudovit, kreativen, odštekan konec tedna v okviru svojih debaterskih kolegov. Srečno!